Kratko obljubljajo, da bo še Google AI Overview pa Google AI Mode v Chromu podprt, kar pomeni tista stvar, 60% klikov ni, torej a si v Google AI Overview omenjen. Ne? Kot rezultat tega pa dobiš, eno je Brand Visibility Score, torej ali se tvoj, tak splošen, pa za vsak prompt posebej, ali se tvoj brand pojavlja v teh promptih, analizo sentimenta, torej eno je, da se pojavljaš, drugo je pa, kako se pojavljaš, ne? In tak gre lahko, mislim, da gre od -100 do +100% iz stališča, kako si reprezentiran. Pa delež, ki ga imaš v teh promptih, torej če so noter omenjeni tvoji konkurenti, ki si jih zdefiniral, kakšen je ta tvoj delež, če so, ne vem, 10 konkurentov, od tega si omenjen 2-krat, oni 8-krat, imaš potem 20% share of voice. In pa, ko se dela ta analiza, pridajo pa, tako kot si rekel, recomendationi, ki pa, če imaš na HubSpotu postavljen tudi blog, torej če imaš Content Hub, ti lahko predlagajo direktno, kaj narediti in tudi to izvesti. Torej se embeda v tvojo vsebino. To dela pa tako, torej, da ko AI pripravi odgovor, zraven tudi citira, iz kje je te vire pobiral, in tudi iz tega pol vemo, a so v teh virih omenjeni konkurenti, ali smo mi omenjeni, zakaj so neki viri dobri, kolikrat so neki viri uporabljeni, in lahko dobimo ideje kot napiši blog z naslovom tem in tem, prilagodi svojo produktno stran tako, da bo imela noter listing, pripravi na svoji spletni strani primerjavo z nekim konkurentom, ker to funkcionira. Lahko gre pa širš, torej predlogi, ki smo jih dobili noter, je, ne vem, dodaj svoj produkt na G2 ali pa na neko stran, kjer se delajo software reviewji, bod aktiven v tem subredditu, vse take stvari. Torej, tam, kjer so, iz tam, kjer AI dobiva informacije, tja te probajo usmeriti, da tja prideš. Ne? Zdaj, a to je mora biti, je samo integriran znotraj, ali obstaja tudi standalone verzija? Ja, to sem hotel reči kot zanimivost. Torej, vsak lahko proba, imajo brezplačno različico z nekimi omejitvami, dela sam na ChatGPT-ju, mislim, da lahko slediš 10 promptom, kar spet nekaj lahko že dosežeš, in obstaja kot standalone rešitev. Torej, ne rabiš biti sploh HubSpot stranka za $50 na mesec, kar mislim, da je dosti konkurenčno s konkurenco, ki dela, rečemo, te iste stvari. Dobiš čist polno orodje, jasno, če si pa HubSpot stranka, pa dobiš te stvari, ki sem jih prej omenil, torej kontekst, lahko uporabijo in ti olajšajo izbor promptov, olajšajo ti opis tega, kdo ti si in vse te stvari.